Ste se kdaj ustavili sredi stavka, ki ga je nekdo recimo izrekel? Je nekdo nekaj rekel? Ali pa recimo ste prebrali kakšen dopis iz davčne, pa ste ga prebrali še enkrat, pa a jaz to sploh razumem? A jaz to sploh razumem? Ali pa z banke in ste si rekli, vse razumem, da nimam denarja, hkrati pa nič, zakaj ga so mi vzeli? Razumem, da ga nimam, ampak ne razumem, kaj so mi napisali. Ja, se vam to dogaja. Danes vam želim predstaviti to svojo drugo knjigo, Slovar za nategnjene, povsod nas nategnejo. Ta, veste, knjiga nas malo uščipne. Naslov pa sem dal namenoma provokativen, ker sicer ljudje grejo mimo, tako, ko je malo vulgarno, vsaj slišijo neki, Naslov je namenoma provokativen, ampak vsebina noter je pa še bolj preprosta, ampak hkrati silno šokantna. Jaz namreč pravim in trdim, sem pač vse življenje delam z jezikom, z besedami, z mislimi, da je jezik orodje. Zakaj? Da si povemo, naprimer, kaj bomo jedli za kosilo. Si pač povemo, hvala Marinka danes za vse dobro, hvala vsem, zdaj vemo, kaj bomo jedli in hvala Mihajlu, ki vam je poslal program, zato da boste vedeli, kaj bomo poslušali. In hvala arhitektom za načrt, da bomo vedeli, kaj zgradimo in tako naprej. Glejte, jezik je za sporazumevanje. In tisti, veste, ki piše kodo v računalnik, no, ta pa upravlja z računalnikom. In zdaj mi moramo biti pod prisilo računalniško pismeni. To se pravi, računalničar, programer, administrator, IT mojster, nam določa besede in vidite v teh primerih, ki sem jih zdaj navedel, besede pa upravljajo z našimi življenji. Najprej se zmenimo in potem to udejanjimo. Rekli smo, dobimo se v soboto ob 18. uri in se je zgodilo. Vse je pripravljeno, mi smo tukaj in ker smo to izrekli, ker smo se strinjali z besedo, z zvokom, s frekvenco, nevidna, frekvenca in mi smo tukaj. Ja, torej tisti, ki govori, tisti vlada. Po novem pa nič več, tisti, ki piše kodo, tisti vlada. Mi vsi klikamo danes v življenju, sklikamo po spletu, podpišemo strinjam se, podpišemo kredit, pa sploh ne vemo, kaj podpišemo, ali podpišemo recimo v trenutku, ko otroka damo v vrtec ali pa ga damo v šolo. In ta knjiga, Slovar za nategnjene, še enkrat jo pokažem, ta knjiga, takole, nas pa uči. Veste, da začnemo brati malo med vrsticami, da se vprašamo, pa kaj sem podpisal, da preberemo, da si vzamemo čas, da sprocesiramo in da razumemo. Namreč, ker v koreninah besed se skrivajo stvari, ki nam jih praktično nihče ne pove, ne v vrtcu, ne v šoli, ne na univerzi. Nihče nam ne pove, nihče nas tega ne nauči. Nihče ne pove na glas, kaj ena beseda pomeni. Danes pa bomo v tem kratkem času, 30 minut, skupaj dešifrirali to kodo. Jaz vam bom skušal v tej predstavitvi povedati, na vas pa je, da vzamete knjigo in na spletu je v PDF-u in si jo preberete ali si jo naprintate, vse je vseeno. A veste, da dešifriramo to kodo, da nas ne bodo več tako nategvali. Ok, da bomo vedeli, kaj govorijo. Rad bi vam dal en primer, če se strinjate z menoj. Torej, kaj programer dela? Programer se nauči, ne vem, eno kodo, recimo Python, ali pa, kaj pa vem, teh različne jezike, računalniške, Fortran, Basic, karkoli že. In jezik zdaj vzamemo kot programski jezik. Kot da mi z enim dopisom napišemo kratek program, ki izvršuje kodo. Ko jaz to preberem, vem, kaj moram narediti. Program, ko izvrši kodo, ve, kaj moram narediti. Print pa ne printa. Save pa shrani.
send pa pošle. Se pravi, gre za komande in jezik je v bistvu program. Zdaj pa nekaj, ne? Če je jezik kot programiranje, smo mi še vedno ljudje ali smo postali inventar. Tle se moramo pa zdaj vprašati, ali smo mi inventar, nad katerim se ta koda izvršuje. Jaz pravim, da so nam besede ugrabili, nas pa spravili v inventar, v QR kodo. Torej, mi mislimo, da beseda pomeni eno, v zakonu ali na banki pa pomeni nekaj čisto drugega. Matej bi rekel, recimo, ko si na sodišču, understand, a ne, Matej? Understand, ne, understand pomeni understand, stojim spodaj pod tabo in ko te sodnik vpraša, do you understand? Yes, I understand, se pravi, a stojiš pod mano? Ja, stojim, torej ti lahko komandiram. Kaj pa v slovenščini? Razumeš? Seveda razumem, to je raztrgani ne? Ja? Mi mislimo, da beseda pomeni eno, v zakonu na banki ali na sodišču pa pomeni nekaj drugega. In jaz temu pravim, to je v bistvu semantični ščit. Lepa beseda, pod katero se skriva past. In vsi pademo to past, če teh besed ne poznamo. Vzemimo recimo bolj osnoven primer, s katerim se večkrat srečujemo, oseba. Oseba. Dobro, kaj je oseba? Greste na banko, ustavi vas policist in vas obravnava kot kaj? Osebo. Mi pa v svoji misli to procesiramo, aha, rekel mi je oseba, ampak verjetno misli človek. Ja, verjetno on misli človek. On ti govori oseba, ti pa misliš, aha, verjetno je bolj uraden, pa misli človek. Veste, ampak etimologija, torej etimologija pomeni izvor besede, pa pravi persona. Da je oseba persona. Kaj pa persona pomeni? Persona pomeni pa maska. Maska pa ni več človek. Ne? V pravnem svetu torej vi, ali pa jaz, niste živo bitje, z dušo, srcem, z žilami, z lasmi, očmi, z besedo, ampak samo številka v registru, torej oseba. In zakaj je to pomembno? Ker se maska ne more pritožiti nad kršenjem človekovih pravic, maska nima pravic, ima pa kaj? Ima samo dolžnosti, ki jih predpiše tisti, ki si lasti register. In imamo volilni register, imamo rojstni register, imamo avtoregister, imamo mail register, kjerkoli si v registru, si samo podatek. Ja? Pa poglejmo besedo, tisto, kar sem že prej rekel, razumeti in po angleško understand. No. Še enkrat, ko vas sodnik vpraša, ali razumete, vas v resnici ne sprašuje, če ste inteligentni. Razumeš, a si inteligenten? Ne? Angleška beseda nam to pove direktno, understand, kot smo rekli, stati spodaj, se podrediti. V resnici pa vas sprašujete, ali se podrejate moji avtoriteti. Aha, nekoga moram spustiti noter, samo moment, čakajo še ljudje, dobro. Se pravi, ali se podrejate moji avtoriteti. Če rečete da, ste pravkar podpisali pogodbo in to tako podtaknjeno, nevidno pogodbo, da boste pridno stali spodaj in sprejeli vse, kar bo sodnik rekel, in sprejeli tudi, če bo treba, kazen. In jaz v tej knjigi razložim, da nas skozi celotno šolanje učijo te kode, implicitne kode. Namreč šola ni več prostor, kjer bi otroci razvijali svoje talente, svobodno razmišljali, bili kreativni, to je prepovedano. Kje si pa to še videl? Pri nas to tako delamo. Ma kje si to še videl? Ne? In te, razumeš, že kot majhnega otroka ti odvzame grozno, kreativnost ti odvzamejo, svobodo misli ti odvzamejo. Ne? To se pravi, pičeš A tako in potem ti samo še vse življenje ponavljaš. In to je pač ta education. Ne? Kaj se temu, jaz temu pravim tovarna ubogljivosti, ne? Produkcija ubogljivosti. Že beseda izobrazba, education, izvira iz besede exducere, kar bi moralo pomeniti izvabiti tisto najboljše iz vsakega človeka, največ, kar premore kot človek.
Danes pa pomeni vcepljanje tvojih programov v glavo, da postanemo vzorčni državljani in da se vzorno obnašamo in da na vsakem koraku ubogamo, pri vsakem znaku se 100% držimo in s tem, ko priješ na cesto, si v bistvu že imaš črte narisane, se mi to delamo podzavestno, nam je to normalno, ampak če pomisliš, če si v naravi, greš kamorkoli, pogledaš kamorkoli, ni nobenih omejitev. Ko priješ v mesto, parkira avto na gumi na črto, je že kazen. Ne? Po mestu se moraš gibljati kot v škatlici, kot v enem labirintu. Vzorčen državljan, ki ne sprašuješ več, ki ne sprašuješ preveč, ampak samo še čakaš na zvonc. Zdaj je treba pa spat. Cik-cak, risanka. Gremo spat. Ja? In ta etimologija v tej knjigi Slovar za nategnjene vam poda kaj? Poda vam tisti drugi pomen besed, ki je resničen. Ali pa, če smem reči, magijo besed razkrije. A pa še boljše, da skrivni pomen naših dolgov. Komu smo mi kaj dolžni? Mi smo dolžni samo zato, ker nam govorijo, da smo nekomu nekaj dolžni. Mi nismo nikomur nič dolžni. Ne? In to je v bistvu tisto, kar nas najbolj udari po žepu. Poglejmo besedo hipoteka. Vsi vemo, kaj je to. To je kaj? Denar za hišo. Primer, a ne? To je denar za hišo, ampak poglejmo besedo, ne, v francoščini. Mortgage, mortgage, mortgage. Ja? Pomeni smrt in pomeni zaveza. Zaveza do smrti. Do smrti si zavezan, da boš plačeval za stalni naslov, za stalno prebivališče. Skozi boš plačeval za vodo, za elektriko, za NUSZ, vse življenje boš plačeval. No, to je ta zastava smrti. Hipoteka je dobesedno smrtna zaveza. In gledajte, kako genialno so. To je urok, ki nas veže na sistem. Moraš imeti hišno številko, da si na miru in da te imajo pod kontrolo. Do konca življenja. In če se malo premakneš, moraš javiti komu? Ti moraš javiti policistu, namesto da bi policist ali pa ustanova tebi javljala, kaj dela, pa javni denar uporablja, zdaj to logiko obračajo. In sistem, veste, nas ne rabi premagati, nas ali pa vas rečem z silo. Kaj sistem rabi? Samo da podpišete to besedo in vse življenje se znajdete tako v suženjstvu. V finančnem, energetskem suženjstvu, ker denar je energija, denar je čas. Čas pa teče in naše življenje tudi se izteka. Ne? In jaz sem skozi to knjigo želel opozoriti vse nas v društvu in pa seveda tudi tiste, ki bodo pač do te knjige prišli, če bodo, na besedo konsens, ja? Ali soglasje. Ko ti razumeš besede, zelo težko daš konsens, soglasje ali pa strinjanje ali pa podpis. In to je danes najbolj nevarna tehnologija, ker te ne vprašajo, ali se strinjaš, ali si za to, ali greš z mano v kino, ne več ni to pogovor. Ne? Danes to čisto druge tehnologije uporabljajo, ki jih potem razumejo oni kot konsens. Človek navaden pa tega ne razume. Ste opazili mogoče, kako nam zdaj pošiljajo dopise? Recimo, piše, če v 15 dneh ne boste ugovarjali, se šteje, da se strinjate. Ne? Zanimivo. In tisto, čemer oni pravijo, je to tiha privolitev. Vaš molk je zanje zlata vreden. Bolj ko ste tiho, lepšim je. Zato, ker se strinjate in plačate. Joj, sam da nimam problema, raj sem tih, pa plačam sam, da ni polovička, v redu polovička, sam da imam mir. In si tiho ne rečeš nič in to je zlata jama za njih. Ljudje, do kdaj? Do kdaj? Ko vi nič ne rečete, sistem predpostavlja, da ste rekli, ja, strinjam se, I agree. In tukaj noter v tej knjigi, bom rekel, je učna lekcija, da je molk v tem sistemu, kaj? Naš, moj in tvoj največji sovražnik. Pa poglejmo besedo korupcija. To je še ena taka beseda. Zdaj smo vsi koruptivni, ker zdaj s to korupcijo hočejo uvesti
spremembo monetarnega sistema v ECDB, ali kako se že reče, ne? Elektronski digitalni currency, programabilni denar. In to korupcijo zdaj širijo, zato da nabijajo slabo vest o ljudeh. Ampak sami so koruptivni, sami sebe, po televiziji mi to spremljamo. Mi se s tem, bom rekel, čakaj, manj tle povečati. Potem avtomatično strinjamo, vidimo, gledamo in človeku vedno pride, ti si tudi koruptiven, ups, pa imaš že celo sliko, kaj se človeku dela ali politiku tam in rajše se omakneš, ne. Vsi smo jezni na njo, kaj ne, na korupcijo. Jaz pa pravim, da sistem namerno poudarja korupcijo, to, kar sem zdaj povedal, namerno, in to zdaj je seveda, ko sem bral tudi eno študijo, kako uvesti denar, so rekli, treba je skozi poudarjati korupcijo, slabe stvari, zato da se ljudem zbudi slaba vest in pol ne bodo imeli nič proti, ker bojo rekli, ti pa nisi za to valuto, za to denar, ti si pa koruptiven. In gledajte, vas ujamejo, ne? To je ta inverzna slika, najprej sami naredijo, pa obtožijo mene. To je tako, kot ko so 9.11., ko so v Ameriki stolpnice sesula, ne, potem so bili teroristi in zdaj smo na letališču in na sodišču vsi teroristi, ki te pregledujejo in ti si zdaj tudi terorist, če več kot 1000 evrov nekomu nakažeš. Si finančni terorist, ne, podpiraš terorizem, ker si kupil, ne vem, mizo za 1001 evrov namesto za 999 in si takoj v preiskavi. Zdaj smo vsi teroristi in to se tako dela. In tu je ta trik noter, ko obrnejo logiko, a ne. Rečejo nam, lejte, politiki kradejo, dajte nam popoln nadzor nad vašim denarjem, pa bo vse pošteno. Ja, nad mojim denarjem ti bom jaz zdaj dajal nadzor. Nad mojo energijo. Denar tak njihov, oni ga tiskajo, ampak hočem reči energijo. In mi kliknemo, na to pa strenjam se, seveda. Ne želim izgledati koruptiven. In klikamo, ne da bi se zavedali, kaj, da smo s tem državi ključe dali do naše zadnje svobode. Ker denar je aorta, je žila življenja, ker je pretvorba, ki si lahko kupiš, plačaš karkoli, ne. Denar postane, veste, v tem primeru, Bog ne daj, da se to zgodi, programska koda. Država pa bo, če do tega pride, lahko določila, da danes ne smete kupiti mesa, ker ste že presegli svoj podnebni odtis, ne, podnebni odtis. Ja, ogljični odtis, spet nabijajo na slabo vest. In kaj naj rečem? Za zaključek, kaj lahko naredimo danes? Kaj je torej namen te, bom rekel, knjige? Slovar, preden klikneš. Razmišljal sem, kaj bi napisal, in sem narisal lupo in slovar za nategovanje. Priporočam, da si vzamete. Link je tudi v pismu elektronskem, ki sem vam ga poslal. Si shranite, pa ko imate čas, preberite. Lepo počasi. Noter so zanimive stvari, tabele, več besed razloženih, potem pa še dopisi, kako izgledajo in kako jih kodificirati. Če dobite finančni dopis, če dobite dopis iz šole, iz različnih teh ministrstev, sem naredil zraven noter še te stvari. Ne želim, da bi mi živeli v strahu nerazumevanja. In prav je, da razumemo te besede, kaj pomenijo v resničnem pomenu, kaj bankir misli, ko reče to pa to pa to, a ne, ko reče dolg, kaj on misli in kaj jaz mislim. Kaj policist reče, ko reče to pa oseba, pa kaj jaz mislim, a ne. To se pravi, gre za tisto implicitno razmišljanje. Zmeri vprašajte na glas, ko rečete oseba, gospod policist, koga pa vi s tem mislite? Ali pa ko rečete nekdo, da si nekomu dolžen, povejte mi, kaj sem dolžen, koliko pa zakaj sem dolžen. Pojasnite mi, zmeri vprašajte nazaj, ne se delati pametne ljudje, če ne razumete nečesa. Kaj ti? Ko razumeš trik, razumeš urok, razumeš magijo. In ko razumeš magijo, kaj se zgodi? Izgubi moč zaradi tega, ker se lahko upreš. Dobro, in kaj je prvi korak? Prvi korak je dekontaminacija jezika. Razstrupljanje tega jezika našega slovenskega. Včasih smo rekli, dobiš iz sodišča pismo in je kot da bi bral latovščino in drug jezik. Bereš in ne razumeš. Piše slovensko, pa se ti zdi, da bereš klinopis. Ne?
Torej, začnite uporabljati besede zavestno. Če je ne razumete, vzemite slovar in si pogledajte, kaj katera beseda pomeni. Na internetu dobite tako imenovani Black Dictionary, se reče črn slovar pravni, in v tem slovarju so noter vse besede pojasnjene, kaj v resnici pomeni, ko sodnik reče to. Kaj pomeni, če odvetnik reče to? Kaj pomeni, če uradnik napiše to? Skratka, to je knjiga preko 1000 strani, ki jo lahko imate v računalniku, sicer je v angleščini, ampak se da prevesti malo sem pa kaj, za pomoč. Namesto, da rečete, primerno, naj vam povem, moramo službo, kaj bi se zgodilo, če bi si rekli, danes sem si pa izbral, da gremo v službo. A veste, kakšna razlika med moram pa izbiram? Moramo službo. No, dan sem se pa odločil, izbiram, da grem v službo, da grem nekaj delati. Sliši se zelo majhna, taka mini razlikica, ampak kaj? S tem razbijete notranji občutek prisile. In ko človek ni prisiljen, ne dobi več odpora. Če ni odpora, ni trpljenja. Veste, koliko ljudi danes trpi v službah, ker jim rečejo, moraš to, moraš to, moraš to, in to tam moram, ubija, ne? Če pa rečeš, tule, le je, pa kadar boš mogel, ali pa če boš želel, pa to stori, takrat pa človek z veseljem skoči. Pa še dodatno energijo da, ampak to danes izginja. Torej, ko dobite uradni dopis, kjer piše skladno z zakonom, recimo, ne, skladno z zakonom, se vprašajte. Najprej, kako je ime zakonu, po katerem členu in po kateri vrstici tega člena in kaj tam piše. In potem preberite celoten člen, pa boste videli, kako je v skladu z zakonom. Pokažite mi člen, gospod policist, gospa sodnica, na CSD-ju, učitelj, kaj je v skladu z zakonom. Ne me odpravljati na kratko, pokaži mi predpis, pokaži mi zakon. Če govorite, da je v skladu z zakonom, potem ga morate poznati. Če ga ne poznate, vas bom tožil, ker me zavajate, lažete in škodujete. In vašemu ugledu ustanove in meni. Tako je treba prijeti ljudi za roko, ne? Tudi policista. On reče na TV, mi smo to delali v skladu z zakonom. Ma povej mi številko zakona. Obvezno cepljenje, super, povejte mi zakon. Številko zakona, vsebino zakona, da jaz to pogledam. Zdaj, ko ni uradnega lista, kam bomo zdaj pogledali? Sploh ni več zakona. Zdaj so pravila postala. Pravila firme, splošni pogoji poslovanja, ki jih oznanjajo na TV-ju. Glejte, ko boste enkrat to zahtevali, boste videli, kako se sistem začne tresti. Zakaj? Ker dela na nuli, ker nimajo odgovora. In ko to razberete, to knjigo, to je orodje, to je moč, je kot zemljevid, je kot pot iz labirinta, iz teme, kot da bi baterijo prižgal. In suverenost je naša odločitev, da ne bomo več, kot sem že prej rekel, virišče, izvir podatkov za te ljudi v njihovem algoritmu, ampak da bomo ljudje z lastno voljo. No in čisto za zaključek še ena misel iz knjige, potem pride pa Iviljana, ki tukaj že čaka. Najhujše v zaporu ni to, da si za rešetkami. Najhujše je, da sploh ne veš, da si v kletki. In ko boste prebrali ta slovar, boste videli rešetke, ki so narejene iz besed. In ko jih enkrat vidite, lahko skoznje preprosto stopite v svobodo.